Naša kmetija je stara približno 400 let. To nekje ugotavljamo z nekaterih podatkov, pisnih in tudi ustnih. V preteklosti so tukaj na tem posestvu gospodarili na način, ki je bil za tisto obdobje nekako sprejemljiv. To pomeni, uporabljali so plug, to se pravi dobro zarana njiva je bil kot pogoj za neke dobre pridelke. Recimo jaz kot otrok sem očeta spremljal pri tem razvoju kmetije in nekako s ponosom sem dojemal vse tiste novitete takrat. To pomeni začetek škropljenja, uporaba mineralnih gnojil. Bili smo prav ponosni, ko smo, bili tukaj mogoče tudi med prvimi, ki smo uporabljali škropiva in umetna gnojila, imeli zaradi tega tudi bolj bujne, lepše pridelke in nekako smo sledili tem intenzivnosti. Vendar, da ta njiva, ki je bila takrat delana, zorana, si moral zelo veliko nekih mineralnih gnojil v njo vložiti, da je potem dala nek dohodek. Je bila pa težava pri tem, da se struktura zemlje pa začela poslabševati. Žita so obolevala v bistvu vse bolj. Tudi obdelava ni bila več tako poceni, z intenzivnostjo smo tudi ornico poglabljali, s tem smo rabili močnejše stroje, več goriva smo porabili, več časa. Nazadnje, ko smo videli rezultat finančni, smo videli, da se ne premikamo nikamor in da bomo morali nekaj spremeniti. Jaz bi lahko rekel, da moje spremembe segajo nekje 25 let nazaj. Sem videl, da je bila njiva, predno smo jo začeli obdelovati. Ta zgornji sloj prsti je bila v bistveno boljšem stanju, kot smo mi to obdelali, sploh na težjih tleh. In potem smo imeli neko idejo, kako bi mi recimo posejali v tisto, da ne bi obdelali. Sejali smo deteljo pa trave takoj po žetvi žit. In to se pravi, obdelali smo samo nekje do 5 cm globoko tla. In to se nam je zelo dobro obneslo. In zanimivo, da smo opazili potem spomladi, ko smo mi to seveda takrat še vedno zarali za koruzo, da je ta zemlja v bistvu bila bolj rahla in boljša kot tista, katero smo včasih orali jeseni. In ugotavljali smo, da moramo kapilarno vodo hraniti čim bližje semenu in zato smo začeli obdelovati samo nekje do 10 cm globoko. In smo videli, da je rezultat bistveno boljši. Zanimivo, kasneje sem ugotovil, da so ti moji postopki dejansko postopki v uvajanje v ohranitveno kmetijstvo. To nekako sem spoznal šele takrat, ko se je v Sloveniji ustanovilo Združenje za ohranitveno kmetijstvo in sem z določenimi člani prišel v nek stik in smo začeli podobne zgodbe govoriti. Ko smo uvajali ohranitveno kmetovanje, smo opazili, da so se tudi intenzivnost rasti plevelov se toliko zmanjšala, da smo začeli razmišljati o preusmeritvi v ekološko. Izkazalo se to kot zelo dobro kombinacijo, predvsem tudi zato, ker imamo na kmetiji živinorejo, so krmo za krave pridelamo na kmetiji in tudi vse, kar proizvajajo krave, se pravi gnojila, izločke, uporabimo na kmetiji kot gnojenje, prodajamo pa mleko in meso. Naše krave so rjave pasme. Ta pasma je zelo primerna za ekološko kmetovanje, zelo dobro izkorišča voluminozno krmo, to se pravi, za svoj proizvodnjo ne rabi veliko žit. To imamo te krave tudi na pašniku. Posevek na tej njivi je lep primer ohranitvene obdelave. Zemlja je zelo rahla, koruza dobro uspeva. Tudi glede na to, da je ta koruza vzgajana na ekološki način, nekih večjih koreninskih plevelov ni, so neki manjši semenski pleveli, kar pa rešujemo z plitkim zgornjim okopavanjem. Predposevek na tej njivi za koruzo je bila inkarnatka. To je detelja, ki uspeva skozi zimski čas, tako da tudi koruza ima tukaj to boniteto, da lahko črpa dušik, ki ga je detelja proizvedla iz zraka. Razmišljamo pa o sistemu, da bi nek vmesni dosevek posejali v koruzne vrste, da bi zatrl plevel med samo koruzo. Je pa ena nova zgodba, ki se zdaj odkriva, kako na ohranitveni način kmetovati tudi na travnikih in pašnikih. Pri tem uporabljamo stroj, ki globinsko prerahla, ampak na površini pašnika pušča zelo malo opazna sled. Opažamo pa tudi, da se na teh površinah povečuje prisotnost deževnikov
kar se zelo opazi po teh sledovih, ki pač deževniki puščajo na njivah in travnikih. Način ohranitvenega kmetovanja in ekološkega se na naši kmetiji kaže tudi v zdravstvenem stanju naše črede. Za krave molznice veliko manj uporabe antibiotikov, bolj zdrave krave, plodnost nadpovprečna, tako da zdrava tla, zdrava prehrana ugodno vpliva na vse te naše procese na kmetiji. In želel bi si tudi, da se z takih kmetij tele naši proizvodi lahko ponudijo tudi potrošniku, da jih poskusi in da se spremlja tudi kakšni pozitivni učinki takšne prehrane.